Dober dan, dobrodošli na mojem predavanju z naslovom Nenasilna komunikacija, jezik življenja. V tem predavanju bo govora predvsem o tem, kako nekako najti empatijo in iskrenost v sebi, v svojem času in hkrati nekako najti tudi to pozornost, kako to prenašati na otroke, na naše otroke doma, pa tudi tiste, ki jih imate učitelji in vzgojitelji ali v vrtcu ali v šoli. V bistvu, ko sem nekako razmišljal, kako naj dam ta glavni del fokusa na otroke, kako naj pravzaprav prenesem tisto, kar poskušam živeti tudi v svojem življenju, sem se vseeno odločil, da nekako najprej poskušam predstaviti zadevo, kako naj bi izgledala na nivoju odraslih. Kako lahko odrasli s svojimi spremembami v svojem delovanju in vedenju nekako premaknemo ta naš prostor tudi na otroke in kako otroki dejansko, kadar smo mi okej, nekako znajo biti tudi oni okej. Kako bo potekalo tole predavanje, glede na to, da smo online, v bistvu imamo malo omejene možnosti, jaz zelo uživam, kadar lahko delam delavnice v živo in kadar se lahko učimo iz izkušnje in pač na online način smo majčkeno omejeni s tem. Vseeno mi je pa dobrodošlo, da bomo pač poskušali nekako narediti tudi ene par vaj, tako da bo v bistvu na eni strani kar dosti mojih informacij, na drugi strani bomo pa to vseeno poskušali v tej urci in pol, kolikor bi tole naj potekalo, nekako tudi najti ene par načinov, kako lahko te informacije, ki jih bom jaz nekako podal, ki v mojem življenju delujejo, probate prenesti tudi v vaše življenje in v življenje vaših otrok ali v šoli ali pa, če ste starši, tudi doma. Skratka, ja, nekaj bo informacij, drugi del bomo pa poskušali malo skozi izkustveno zadevo zapeljati, tako da poskušamo narediti kar se da interaktivno. Če boste imeli kakršnakoli vprašanja, jih lahko v chat zastavite med samim potekom prezentacije, pa bomo poskušali nanje odgovoriti sproti, drugače bo pa na koncu en del časa namenjen tudi temu, da lahko v bistvu vprašanja odgovorimo, če se vam tokom cele prezentacije nekako pojavljajo. Ja, v bistvu se bomo začeli ukvarjati z občutki. Občutki so danes ena taka zelo popularna tema, nekako vsi se poskušamo nekako zavedati, kaj občutki so, kaj nam pomenijo in kaj v bistvu z njimi početi. Tako da bi v bistvu v tem prvem delu nekako vas povabil v eno interaktivno vajico in sicer bomo samo poskušali vsak pri sebi najti en trenutek časa in narediti en par globokih vdihov, narediti nekaj, da bomo dali svojo pozornost na telo, skratka lahko zaprete oči, lahko imate oči odprte, kar vas bolj podpira in potem bomo nekako v samem v sebi poiskali kakšen občutek. Če vam kaj pomaga tole, kar je na prosojnici, lahko iz tega pogledate, če ne pa samo toliko, da poiščete nek občutek v sebi in sami sebi poveste, lahko na glas ali pa potiho in v bistvu rečete, počutim se in imenujete ta občutek, s katerim se zdaj nekako najbolj povežete. Ko se pravi, še ta vdih bom malo razložil, spremem te metodologiji 7S, to pomeni, da v bistvu nekako 7 sekund oziroma najmanj 7 sekund traja ta vdih in izdih in od tega nekako 3 sekunde porabimo za vdih, 4 sekunde pa poskušamo uporabiti za izdih. Skratka, izdih naj bo daljši kot vdih in nekako štejemo, se pravi vdih 1, 2, 3 in potem počasi naredimo izdih 1, 2, 3, 4. To v bistvu lahko traja dlje, naj pa traja vsaj teh 7S, vsaj teh 7 sekund. Da vas zdaj kar povabim, da se majčkeno zamislite za sabo, da nekako, če vas povabi, zaprete oči, naredite en globok vdih, počasen izdih in da nekako z naslednjim vdihom in izdihom poskušate svoje čutenje premakniti v telo. Spet naredimo globok vdih, počasen izdih, izdih naj bo počasnejši in pogledamo, kaj se v našem telesu dogaja. In naredimo še enkrat. In ob tem
mogoče poskušamo imenovati to, kaj se v našem telesu dogaja. Skušajte najti občutek, eno besedo, mogoče besedno zvezo in nekako začutiti, kako se počutite v tem trenutku. Če si vzamete še en vdih in izdih časa in v svojem ritmu, ko boste čutili, da ste pripravljeni, poskušajte to imenovati in si reči ali potiho ali na glas, počutim se in imenujte ta občutek. Če bi to naredil zase, jaz se zdaj počutim umirjeno in prisotno. Jaz upam, da vam je uspelo najti te neke občutke v sebi, mogoče celo nek mir s tem načinom dihanja po sistemu 7S in da ste nekako pripravljeni, da nadaljujemo z našim delom oziroma z našo predstavitvijo. V tem drugem delu tele vaje bomo poskušali si odgovoriti na 3 vprašanja, potem bo pa vaja potekala tako, da vas bodo naši administratorji povabili v sobe, v katerih se boste lahko o teh vprašanjih z sogovornikom v parih, naključno z nekom iz tega predavanja, rahlo srečali in nekaj od teh vprašanj odgovorili v živo. Tako da je moje povabilo, da se najprej vprašate samega sebe, kaj vam v tem trenutku, tukaj in zdaj, res dosti pomeni. Tako je povabilo, da najdete nekaj, kar vam je zdajle, kjerkoli ste, nekako najdete, kaj vam je v tem trenutku v vas, v vašem življenju, res, res pomembno. Če vas nekako povabi, si to lahko tudi zapišete, lahko je to neka beseda, lahko je več stavkov, lahko si samo poskušate zapomniti. Če vam bo karkoli pomagamo pri tem, lahko ta 7S spet uporabite, mogoče malo čez dihanje, ugotovite, kaj se v vas dogaja, kaj je živo v vas. In če gremo na drugo vprašanje. Drugo vprašanje glasi, česa bi se z radostjo želeli naučiti danes. Kaj je tisto, kar bi tako z radostjo vzela iz tega znanja, ki vam je v današnjem delu na voljo. Kakšna določena stvar, bi radi razrešili kakšno določeno situacijo. Karkoli, kar bi si res želeli, res z radostjo, tako kam moramo, tisto pozabite. Probajte tisto, kar bi res z neko radostjo poskušali se naučiti danes. Mogoče si spet vzamete trenutek časa, se zamislite, zapišete, če vam to pomaga ohranjati misli. Jaz upam, da ste našli kakšen kratek odgovor, malo globje ga boste lahko raziskovali še med tisto vajo, ki bomo delali v parih. In še tretje vprašanje glasi, kaj vas je prepričalo, da ste zdajle tukaj. Skratka, kaj je tisto, kar vas je res povabilo, da ste prisotni, da gledate to predstavitev, to prezentacijo v živo, da poslušate moj glas. Kaj je tisto, kar vam je bilo res nekako v oporo, da ste se odločili danes biti tukaj. In vam dam spet nekaj časa, da si to lahko v miru oblikujete misli. Spet, če vas povabi, si jih le zapišete. Če ne pa sem kratek trenutek za razmislek. Jaz upam, da ste uspeli najti nekaj v sebi, kaj je tisto, zakaj ste danes tukaj. In zdaj vas bom povabil v vajo. In sicer vaja glasi pod naslovom poslušanje. Na eni strani bomo poskušali v polnosti poslušati in druga oseba bo nekako poskušala v isti polnosti, kar je zdaj na te 3 vprašanja nekako ostalo ali na papirju ali v glavi, nekako povedati drugi osebi. Skratka, delali bomo vajo v parih, delali boste v sobicah, ki bodo ločene iz te glavne sobe, tako da boste v bistvu imeli sogovornika. Najprej se odločite, kdo bo oseba A in kdo bo oseba B.
Tisti, ki bo oseba A v prvem delu vaje samo pove vse, kar mu pade na pamet v zvezi s temi 3 vprašanji, ali pa če bo kaj podobnega. Skratka, nekako povabilo je, da poskušate odgovoriti na ta 3 vprašanja, jih mogoče malo podkrepiti, razložiti. Skratka, vse, kar je živo v tem trenutku v vas, bo dobrodošlo. Oseba B samo posluša. In ne posluša zgolj tako, da posluša in hkrati razmišlja, ne vem, kaj bom pa počel, ko bo konec tega predavanja ali pa kaj drugega, ampak zgolj poskuša poslušati s polno pozornostjo na osebi A. Tako res poskušamo biti v polni pozornosti na osebi A. Tudi če se nam pojavljajo kakršnekoli misli, jih poskušamo zgolj pospremiti, hvala, draga misel, ali sem ugasnil štedilnik ali ga nisem ta trenutek, ampak ta trenutek bom poskušal res poslušati osebo A. In še eno stvar boste opazili, da dokdaj poslušate, da če so se vam začela usta odpirati, ponavadi takrat ste nehali poslušati. Tako da nekako povabilo je, da ko ste v vlogi osebe B, nekako res poskušate v polnosti poslušati in dati pozornost na osebo A. In časa bomo imeli za celo vajico 10 minut. Povabilo je, da oba poskusta se biti v obeh vlogah in da nekako na polovici časa sami zamenjate vloge. Skratka, imate 10 minut časa, kar pomeni 5 minut na eno osebo, nekje 5 minut poskuša oseba A govoriti, oseba B poslušati in potem zamenjamo vlogi. Tako kot smo rekli, občutki, čustva, zakaj se toliko ukvarjamo s tem, kaj je tisto, kar je pomembno. Verjamem, da ste danes že kaj slišali o tem, pa mogoče celo še boste. Čustva so v bistvu en pomemben element v današnjem času, ki nam omogočajo, da prepoznamo cel kup stvari. In kaj čustva kot taka sama so, definicije malo morje, ampak v bistvu je samo čutenje, je v bistvu kemična reakcija, ki poteka v telesu. Poteka sprememba ravnovesja, predvsem nevrotransmiterjev pa hormonov, skratka določenih substanc, ki se po našem telesu pretakajo in dejansko je fizična osnova. In če rečemo, da so čustva tisto, kar čutimo v telesu, potem so občutki besede, s katerimi zapišemo ali pa izrazimo tisto, kar nekako čutimo v telesu. Zato je zelo pomembno, da imamo edini občutki in čustva, ki so tukaj in zdaj. Zato ker je to tista reakcija v telesu, ki je nastopila zdaj. Če se spomnim, kako smo se počutili, včeraj zjutraj, ko smo šli v službo ali pa iz službe domov, recimo bi lahko rekli, da smo se počutili včeraj, vendar to niso več občutki, to je spomin in zato je misel. Če se poskušamo spomniti to, kar se ta trenutek zdajle v nas dogaja, katere so te reakcije, kaj v našem telesu čutimo, potem temu rečemo čustva in če to opišemo z neko besedo, kot je mir, umirjeno ali vznemirjeno, žalostno, jezno, kakorkoli že, potem je to neka reakcija, neka beseda, s katero rečemo, da so to občutki. Ja, nič skrbeti, ne bomo govorili o teh maskah, običajno nam pride najprej tale maska na vrsto, ko nekdo napiše maske. V bistvu bomo govorili o drugačnih maskah. Ker smo nekje na področju občutkov, če se probate spomniti, velikokrat se nam zgodi marsikaj živega, velikokrat imamo cel kup nekih občutkov in jih v bistvu ne pokažemo. Jaz pravim, da si nadenemo masko in da se nekako pod to masko skriva cel kup različnih občutkov. Če si poskušate zamisliti, da ste šli mogoče kakšen dan ta teden v službo, da ste bili že tako malo pozni, ker ste šli, mogoče se vaš otrok doma ni hotel obleči najljubših žabic, ker so bile ravno v pralnem stroju in ravno tiste si je nekdo želel obleči. Potem ste že tako bili malo pozni, ko ste krenili, pa ste v bistvu prišli v neko gužvo, pa veste, da imate zjutraj že nekoga ob 8, ali pa ne vem, če ste v šoli, imate pouk v določeni uri. In tako cel kup nekih situacij se vam je lahko že na poti v službo zgodilo. Prav že zjutraj, ko smo načeloma spočiti, pridemo v službo, se nam lahko zgodi cel kup nekih stvari. In v službo pridemo, bi rekel, vse prej kot mirni. Že tako smo mogoče pozni, da ne bi rekel, da smo prišli 5 minut čez uro, ko bi morali biti v službi, in potem stopite v razred, če delate v šoli, ali pa v igralnico, če delate v vrtcu, ali pa kjerkoli pač ste v službi. In že takoj, ko prijete, v bistvu nekako je neke naloge so, neke interakcije z drugimi so. In ponavadi nataknemo neko masko, pravim s tem. Ja, da je vesel, sem v redu, grem v razred, poskušam učiti druge učence.
Hkrati je po moji notranjosti še vedno cel kup nekega nemira, mogoče jeze, frustracije, nemoči, ki ga poskušam zgolj nekako ali potlačiti ali nekako obdržati v sebi in si nadeti masko vesele osebe, zadovoljne, pripravljene na svoje delo, kakršnokoli že to je. Predvsej pogosto te naše občutke v bistvu skrivamo pod te maske, zato da drugi nekako ne bi videli, kaj se v nas dogaja. Hkrati pa v bistvu to čutenje nekako ostaja. Če pogledamo, kaj to čutenje je in zakaj je pomembno, da ga poskušamo nekako izražati, da poskušamo biti iskreni in ga dati ven iz sebe. V prvi vrsti, kadar poskušamo ali potlačiti ali ignorirati to, kar se v našem delu dogaja. Če se vrnemo na ta jutro, ki ni bilo glih idealno, cel kup neke napetosti v našem telesu ostaja. In če se zgolj odločimo, da bomo nadeli masko, da bomo se izgledali za ostali svet veseli in navdušeni, radostni, pripravljeni na neke stvari ali pa umirjeni, potem se lahko zgodi, da je tisti del čutenja v telesu še zmeraj živ. In velikokrat je prav ta neizražanje teh čustev, kaj se v nas resnično dogaja, in z natikanjem nekih mask, s katerimi ne izkažemo teh občutkov, potem nekako ne začutimo. In v velikih primerih je to posledica tega je stres. Ali je to stres, za katerega ga zaznamo, ga čutimo v našem telesu, ali pa tudi skriti stres, ki ostaja kot neka napetost v našem telesu in v bistvu določene stvari v telesu spreminja. Če smo prej rekli, čustvom se izogniti ne moremo, zato ker je to kemična reakcija v telesu. In če te čustva zgolj potlačimo, ta naša kemija, te nevrotransmiterji in te hormoni še vedno delujejo in so v našem telesu prisotni, če se aktivno ne ukvarjamo z njimi. To čutenje je izjemno pomembno. In v bistvu je, če ga ukinemo, če ga nekako potlačimo, zavremo, gremo v miselni proces, se s telesom ne ukvarjamo, v bistvu nekako običajno ukinemo ta neprijetna čustva, mi jih imenujemo neprijetna. In hkrati moramo pa vedeti, da čustva ne moramo ukiniti samo na enem nivoju. Ne moramo reči, zdaj bom pa ukinil neprijetna čustva, ko bo prišlo pa veselje, pa radost, pa neka lepota, ki bi jo pa res rad v polnosti začutil, bom pa čutil. V bistvu, ko to ukinemo v našem telesu, to čutenje prekinemo in v bistvu se dogaja tako, da ukinemo tako prijetno čutenje, kot tisto neprijetno sočasno. In če na eni strani ne čutimo bolečine, ne čutimo neke jeze, potem na drugi strani tudi ne začutimo prave radosti, pravega veselja, prave sreče. Medtem kako nam pa pomaga, da ostanemo v tem čutenju, kako nam pomaga, da ta čustva nekako naredimo. Prva stvar je pomembno to, da smo povezani s sabo. Tako kot smo prej v tisti vajci naredili, mogoče samo tistih 7 sekund, en globok vdih, počasen izdih, nekako pogledati, kaj se v nas dogaja in nekako najdemo ta stik s svojim telesom, in nekaj začutimo in s tem potem nekaj počnemo. Kar naenkrat imamo neko čustvo in ga damo lahko ven. Druga stvar je, da ni slabih pa dobrih čustev. Vsa čustva so, bom rekel, tista, ki dejansko nastanejo in so v nas prisotna. Stvar je samo v tem, da se mi odločimo, da jih bomo priznali, da so v nas in jih nekako sprejeli, tudi če so neprijetna. Nekaj nam kažejo, nekaj nam sporočajo. In če si dovolimo čutiti, potem ta sporočila dobimo. Če si čutenje ukinemo, tega sporočila ni. Nič drugače kot ni pri odraslih, kot ni pri otrocih. Če pogledate otrok ima glih tako vse svoje čutenje in če nekako pri vas vidi, da si dovolite izraziti na nek tak povezovalen način tudi jezo ali pa žalost, potem se bo otrok tudi naučil, da v bistvu je dovoljeno si čustva izraziti, si jih pokazati, hkrati pa ne dodajati nekih obsojenj ali pa nekako prelagati odgovornosti na nekoga drugega. Kako se pravim, pomembno je, da poskušamo ta čustva prepoznati in jih izražati, kadarkoli pač so prisotna, zato ker nam nekaj kažejo. Bomo si pogledali na naslednjem slajdu, kaj to izražanje pomeni. Ampak pomembno je, da poskušamo, tako kadar smo zaskrbljeni, kot takrat, kadar smo radostni, da to nekako pokažemo, izrazimo s telesom, hkrati pa mogoče ni narobe, če to poskušamo izraziti tudi verbalno, se pravi z besedami, povedati, kaj se v nas dogaja, kako smo v določenem trenutku. Če se spet vrnemo na tisti prihod v službo, če pridete zelo, bom rekel, recimo jezni na nekoga, ki vam je trobil ali pa
ste skoraj doživeli prometno nesrečo, ne? In če to nekako v službi, ko pridete, izraste na tak način, da poveste, da se počutite jezni, vznemirjeni in da bi si želeli imeti minuto, dve za to, da se lahko pomirite, bodo sodelavci, učenci, kdorkoli, na nek način zelo verjetno razumeli, da pač nekaj potrebujete in da nekako upravljate s temi čustvi, potem ko če pridete z nataknjeno masko, vesel, radosten, hkrati pa cel kup nekih neprijetnih čutenj v sebi, potem je verjetnost, da bodo drugi prepoznali, kaj se v nas dogaja, zelo, zelo majhna. Zdaj, če prenesemo to na odnos ali učitelj-otrok ali pa starš-otrok, potem če bo otrok videl starša, ki je super nasmejan in tako kaže tisto radostno masko na obrazu, potem v notranjosti pa začutil, otroci morate vedeti, da čutijo tisto, kar vi čutite v določeni obliki, sploh manjši tam od 1 do 6 let, tisti dejansko čutijo vse, kar vi čutite, dejansko čuti otrok to vaše vznemirjenje in hkrati čuti, vidi tisto masko, sem vesel in sem radosten. In zdaj otrok enostavno ne zna več prepoznati. In da v bistvu odrasli nismo nič kaj dosti drugačni, tudi odrasli recimo, včasih ne prepoznamo sodelavca ali pa sodelavke, ki je pač nataknila masko in ne kaže tistih pravih čutenj, če tudi včasih se nam lahko kaj hitro zgodi, da kako prepoznamo, da tisto čutenje ni čisto na mestu. Ok, zakaj je čutenje tako pomembno? V bistvu je čutenje zelo pomembno zato, ker nam kaže na nekaj globjega. Zato je nekako moj poskus pokazati eno ledeno goro in lahko si zamislite, da ima ta ledena gora nek zunanji svet, ki je viden vsem, nekaj pa pod površino in to je nek notranji svet. In če si poskušamo predstavljati, da je ta ledena gora ena oseba, recimo v tem trenutku lahko jaz, imam nek zunanji svet, ki je dostopen vsem. Skratka, vi zdaj vidite vsaj en del mojega telesa, vidite, da gibljem, vidite, da imam v roki nek daljinček, s katerim premikam slajde, lahko zaznate nek ton mojega govora, hitrost, glasnost, več teh stvari, ki so vam ta trenutek na voljo in so vam dostopne. In to v meni vidite. Če pogledate mojo ledeno goro, spet če sem jaz ta ledena gora, jaz imam verjetno v tem trenutku tudi neke občutke. In te občutki so vam ta trenutek skriti. In te občutki so v bistvu v meni in so vam direktno niso dostopni. To pomeni, da vi lahko ugibate, kaj se v meni dogaja, lahko rečete, da sem radosten, vznemirjen, umirjen, mogoče tudi vesel ta trenutek, ker vam poskušam nekaj razlagati, kar je meni dragoceno. In hkrati ne morete biti prepričani, kaj v moji ledeni gori pod površino dogaja. In če gremo še malo globje pod to površino, te občutki nekako kažejo na spodnji del. Pod temi občutki se skrivajo neke potrebe. Lahko je potreba po spoštovanju, potreba po svobodi, po počitku, miru, vzajemnosti, sočutju, po čemerkoli. In te potrebe v nas nekako skozi te občutke poskušajo določene stvari sporočati. In tisto, kar ste verjetno že slišali, je to, da je ena od pomembnih stvari, ki jih v življenju počnemo, je, da poskušamo prepoznati, slišati in nekako zadovoljevati naše potrebe. Te potrebe so v nekem konstantnem spreminjanju, recimo v enem trenutku nam je lahko spoštovanje bolj pomembno, v nekem drugem trenutku nam je lahko pomemben počitek, mir. In te potrebe same po sebi so nekaj, kar dejansko sporočajo, kaj življenje v nas hoče, kaj življenje sporoča na nek način. In v zunanjem svetu imamo pa v bistvu neke besede, dejanja, neko govorico telesa, s katerimi poskušamo te potrebe zadovoljiti. Mi jih nekako v tem jeziku nenasilne komunikacije imenujemo strategije. Strategije so načini, kako zadovoljujemo svoje potrebe. Sprav, če si jaz zdaj, potrebujem neko spoštovanje, recimo, potem lahko nekoga prosim, da reče, ti si pa zdaj vreden spoštovanja. Mi nekdo to reče in se moja potreba po spoštovanju spet postavi po konci, je v redu in nekako je prepoznana in uresničena. Če bi recimo nekako ne najdu zadovoljitve, potem ta potreba začne nekaj sporočati. Kako delujejo te občutki in kako so navezane na potrebe in vrednote? Občutki so v bistvu semafor. V tisti ledeni gori, prej, ko smo gledali, v bistvu so, če recimo moja potreba po spoštovanju ni zadovoljena, potem se jaz lahko počutim nekaj, kar bi rekel, iz tistega neprijetnega spektra občutkov. Če moja potreba po spoštovanju ni zadovoljena, se jaz lahko počutim vznemirjeno, jezno, nemočno, nekaj od tega. In hkrati, ko naša potreba je zadovoljena, takrat se počutimo dobro. Spet, če gremo na to moje spoštovanje, ki je očitno zdaj
nekako prišlo ven, je rekel, ja, da če imajo spoštovanje uslišano, zadovoljeno, potem se počutim radostno, zadovoljno, veselo, tako v tem stilu. Tako, v bistvu so občutki semafor potreb. Sporočajo v tem, ali so naše potrebe v ravnovesju, ali smo jih slišali, uresničili, zadovoljili, ali se mogoče kakšno pojavlja, kakšno neskladje, pa kakšno potrebo že nekaj časa nismo slišali in je v bistvu nekako zelo, zelo pomembno, da s tem, ko prepoznamo občutke in ko nekako upravljamo s temi našimi občutki, tudi poiščemo te potrebe. Skozi občutke dejansko lahko ugotovimo, kaj je tisto, kar življenje od nas hoče, kaj je tisto, kar potrebuje našo pozornost, kaj je tisto, kar nam je pomembno. Skratka, potrebe so nekaj, kar nam je v življenju pomembno. Lahko nam je v nekem danem trenutku nekaj drugega v drugem trenutku in hkrati so te potrebe nekaj, kar je vedno živo v nas in imamo jih vsi. In če pogledamo, da smo zdaj gledali prej ledeno goro, da sem ledena gora jaz, potem če pogledate, ko pridem jaz v neko interakcijo z neko drugo ledeno goro, skratka z neko drugo osebo, tista druga oseba počne najbrž nekaj zelo podobnega, kar počnem jaz. In hkrati zadovoljuje svoje potrebe na nek način, ki je pač tej osebi blizu. Ni pa nujno, da to v mojem svetu sporoča prav enake stvari, kot jih sporoča nek drug svet. Tako skratka, na nivoju potreb smo si vsi enaki, vsi imamo določene stvari, hkrati imamo pa različne potrebe, žive v različnih trenutkih. In vse, kar pač počnemo, je to, da potrebe poskušamo na nek način zadovoljiti. Ok, kje so zdaj te potrebe? Tukaj je en tak spisek, če vam bo kakorkoli pomagalo. Če se probate majčkeno spomniti, ko ste v tisto vajo, ko sem vas povabil, da malo raziščete, kaj vam je res pomembno v tem trenutku, ali kakorkoli, da potem to nekako lahko najdete neko besedo, ki je mogoče na tem spisku, na tej predstavitvi in nekako izraža eno izmed tistih vaših odgovorov na vprašanje, kaj vam je pomembno v življenju. Če se malo spomnite tistega vprašanja, pa če ste si uspeli odgovoriti, ali pa tudi v tistem pogovoru, če vam je uspelo, kaj je tisto, kar je res vam pomembno. In te potrebe so tiste, ki so nam v življenju nekako zelo pomembne in če so uresničene, so nekako tiho ali pa sporočajo neka prijetna, pozitivna občutenja, medtem ko če niso, potem, če jih res slišimo v sebi, nekako sporočajo tista negativna oziroma ne negativna, ampak nekako neprijetna čustva. In kar se tiče spet, če naredim eno povezavo med odraslimi in otroci, neko otrok v bistvu ni bitje z polovico potrebami. Mogoče jih ne zna izraziti določenih, mogoče so določene manj izražene, ampak otrok je v bistvu ravno tako bitje, ki ima vse potrebe, tako kot jih ima odrasla oseba. To, če jih ne zna izraziti ali pa ne zna prepoznati, mogoče z nekakim besednim zakladom enega 6-letnika, to ne pomeni, da jih nima. In hkrati, če pogledamo, ko imamo kakršnekoli dialoge s komarkoli od otrok, morate vedeti, da se v bistvu v otroku dogajajo zelo podobne stvari, kot se dogajajo v nas. Spet v nekem svojem ritmu in otroci imajo tudi nek svoj način zadovoljevanja potreb, ki je dosti omejen, zato ker je njihov svet še vedno odvisen od našega. Da je nekako fajn, da tudi otroke na nekem nivoju, vsaj na nivoju potreb, jemljemo kot sebi enake. Nič niso drugačni. Niso, bom rekel tako, kot je gospod Rosenberg, ki je utemeljitelj te nenasilne komunikacije, rekel, niso pol ljudje otroci, ampak otroci so polni ljudje, samo manjši so. Ok, tako kot sem že na kratko prej omenil, v bistvu so naše aktivnosti zelo, zelo pogosto naravnane ravno v to, da zadovoljujemo neke potrebe. Da se tega zavedamo ali ne, je druga stvar. In hkrati, kadar smo v stiku s sabo in kadar upravljamo s temi čutenji, kadar so ta čustva nekako pomembna, kadar smo prisotni s temi našimi čustvi, takrat v bistvu lahko nekako najdemo stik s temi našimi potrebami. Potem lahko lažje poiščemo neke rešitve. Če gremo spet na neko potrebo po zaupanju ali pa po združenju ali pa po igri, pri otrocih je igra recimo zelo pogost primer, potem lahko kaj hitro pogruntamo, da otrok lahko zadovolji potrebo po igri na več različnih načinov. Lahko se igra s tovrnačkom, lahko gre na peskovnik, lahko se igra z nekom drugim, lahko se igra sam. In zdaj sem naštel jih 5, jaz verjamem, da jih je 1000 in več. In hkrati je v bistvu ta potreba še vedno živa. Načine, na katerega jih lahko zadovolji, je pa lahko bistveno več.
Je pa nekako lažje teh potreb, pa ne tako včasih rečemo, kako se pa zdaj naj zavedam svojih potreb ali pa kako naj prepoznam potrebe drugega. Vedno nekako je lažje, če poskušamo do teh potreb dostopati skozi čutenje, skozi to, kar jaz čutim. In to je nekako tista vstopnica v moj svet potreb in v prepoznavanje tega, kar je meni res pomembno. In če mi to počnemo pri sebi, potem je zelo verjetno, da se bodo otroci to naučili sami. Vsaj pri mlajših otrokih, recimo tisti, ki ste eventualno vzgojitelji v vrtcih, boste verjetno že tako prepoznali določene stvari, da kadar ste res v stiku z otrokom in kadar vi ste v redu, kadar vi prepoznate svoje potrebe in znate izraziti, zadovoljiti, takrat tudi otrok reagira drugače. Zdaj, če dam še tak primer, recimo z otrokom spet, da kolikor sem jaz nekako tisto notranje razrvan, koliko imam jaz polno nekih neprijetnih čutenj v sebi, neko jezo še od recimo tistega prihoda zjutraj v službo še nisem pomiril. In pridem k otroku, ki se joče, ker se pač, ne vem, druga punčka ali pa fantek ni hotel igrati z njim. Ali pa v osnovni šoli, recimo, ne vem, so se pač stepli, ker je bilo nek prepir okrog tega. In zdaj, če pridem nekako z željo, da nekako ustvarim mir v tistem trenutku, hkrati sem pa zelo nemiren v sebi, je verjetnost, da bom to uspel narediti zelo majhna. In če to spet prevedem na nivo potreb, v bistvu so tiste potrebe, ki so v meni takrat nezadovoljene do te mere, da so čustva pač zelo burna in ko nimam stika s sabo, potem tudi stika z drugimi nekako ne morem vzpostaviti. Druga stvar, ki je dosti pomembna, je to, da če smo spet pri tisti ledeni gori, tisto, kar dejansko sproža naša čustva, so naše potrebe. Naše potrebe so tiste, ki nekako generirajo te naše semaforčke in z tega naslova lahko rečemo, da ni neposredna odgovornost nekoga drugega, ko je nekaj naredil, rekel ali pa ni naredil, da se v bistvu mi počutimo tako, kot se počutimo. Posredno je to res, ampak posredno je to zgolj nek vpliv iz okolja. Se pravi, če nekdo meni reče, ne vem, ti si pa bedak, ali pa karkoli drugega, potem lahko jaz to pač vzamem kot neko sporočilo, da je pač nekdo poskušal zadovoljiti neko svojo potrebo. In hkrati je lahko moja potreba ostane popolnoma neprizadeta, lahko se pa prevrne iz tega ravnovesja. Lahko si vzamem k srcu in se, recimo, ne vem, spet spoštovanje tista potreba, ki je bila pri meni lahko v tem trenutku v neravnovesju in jo lahko nekako poskušam preoblikovati, da se počutim tako, kot se počutim. Kratka, jaz lahko prevzamem odgovornost za svoje čustva, ne glede na to, kaj je nekdo drug rekel ali naredil. Je pa to pač nek stimulus, nek sprožilec iz okolja, ki v mojem svetu posredno sproži to, da moja potreba ni več v ravnovesju, ni prepoznana, ni uresničena in da moram poiskati neko drugo rešitev, da bo ta potreba spet lahko po konci. Zdaj, če spet rečemo, da smo odgovorni za svoje čustva, lahko tudi rečemo, da nekako nismo odgovorni za čustva drugih. Ampak to je samo delno res. Res je to, da nismo odgovorni za čustva drugih, ampak to zdaj ne pomeni, da če jaz nisem odgovoren za čustva drugih, bom šel tam na ulico in bom tako iz užitka, da vidim, kaj se bo dogajalo, kloftal vse po vrsti. Na nek način nam je mar, kaj se dogaja s čustvi drugih, nam je mar, kaj se v svetu drugih dogaja, zaradi tega nekako odgovorno ravnamo v momentih, ko lahko. Hkrati je pa pomembno, da se mi direktno nismo odgovorni za čustva drugih. Da lahko nekaj v našem dejanju, nekaj v naših besedah nehote sproži neko reakcijo v drugi osebi, za katero mi ne moramo biti odgovorni, kadar smo ravnali dobronamerno in kadar smo poskušali ravnati v skladu z zadovoljevanjem svojih potreb. V bistvu, mogoče sem že prej tako kratko besedico, ki je vsaj za mene dosti pomembna, in to je vzpostavljanje tega človeškega stika. Kadar jaz nekako najdem to povezanost, kadar jaz najdem stik z drugo osebo, takrat je v bistvu dosti lažje karkoli komunicirati. Dosti lažje izražati kakšne stvari. Dosti lažje tudi prepoznati nekoga drugega. Zato je eno od ključnih elementov dobre komunikacije, dobrega odnosa, tako med odraslimi kot recimo z otrokom, to, da poskušamo najti ta stik. Da poskušamo vzpostaviti to neko človeško povezanost in nekako biti odprt, da se nam ta povezanost zgodi. Tukaj je zdaj en stavek, ki ga prav pogosto v taki ali podobni obliki slišim v raznih delovnih okoljih. In
To ne pomeni, da se z njim ravno strinjam. Dejstvo je, da velikokrat slišim, še posebej zdaj v teh časih, kjer nam okolje prinaša še dodatne izzive, ko v bistvu se spremembe vrstijo še precej hitreje, da je tako zelo neodgovorno, če se počutimo veselo in radostno takrat, kadar je nekaj gre narobe. Ali pa kadar imamo zelo nekak tak natrpan delovnik, zelo veliko nekih opravil, ali pa še dodatno neke stvari, ki jih nam zdaj nekako to okolje postavlja, dodatne izzive, da pa zdaj, če se bom pa jaz vzel 2 minutke ali pa 3 minutke za dobro počutje, bo pa to zmanjšalo učinkovitost. Ali pa če gremo zdaj spet na okolje šola, zdaj tam je kurikulumi so kar precej obsežni, veliko stvari je, in zdaj, če bi spet šli na tisto jutro, ko se nam ni najboljši šlo, ko smo prišli že tako tik na rok, pa imeli cel kup nekih stvari v svoji glavi, ko smo prišli, tako cel kup nekih čutenj tudi. In zdaj, če bi si takrat v razredu vzeli nekaj trenutkov za to, da bi v bistvu sebe spravili v neko stanje miru, v neko stanje prisotnosti, v neko stanje zavedanja, kaj se v vas dogaja, mogoče tudi zarazili kakšno stvar. Bi povedali, da vam je pač bilo jutro izjemno naporno in da bi se zdaj res želeli majčkeno umiriti. In da rabite neke 3 minute, da se umirite, da se parkrat zadihate, mogoče ti 7S vzamete, na parkrat globoko vdih, počasni izdih in nekako najdete ti smer. In ko iz tistega mira izhajala, bo verjetnost, da se bojo vaši učenci v razredu kaj naučili, bistveno večja. Je verjetnost, da boste z otrokom doma, če bi se rad igral, pa mu ni najbolj neka igračka uspela ali pa ne vem, je karkoli šlo narobe, verjetnost, da se bo karkoli prijetnega zgodilo iz tistega naslova, ko boste vi v nekem notranjem miru in v stiku s sabo bistveno večja in bistveno hitrejša. In da to ne vem le jaz, je dejstvo, da je na tem področju kar precej raziskav. Jaz sem tukaj eno citiral, ki se je zdela meni blizu, in ki tako zelo jasno pove, kaj pomeni dobro počutje in kako pomembno je, da si vzamemo nekaj trenutkov. Včasih ni treba veliko, včasih en vdih, izdih dovolj, da se dobro počutimo. Skratka, osebe, ki se počutijo dobro, kjerkoli, velja za odrasle in velja za otroke. Velja za cel spekter vseh je to, da ko se počutimo dobro, takrat v bistvu nas stvari bolj zanimajo. Če se spomnite, v začetku sem vas vprašal, kaj bi se pa zdaj za radostjo naučili. In če se jaz počutim dobro, imam neko radost, lahko razvijem neko radost za učenje. Mogoče me ne zanimajo glih vse stvari, ampak nekatere pa me. In lahko pokažem cel kup ene radovednosti, cel kup enih stvari, ki mi dejansko pomagajo pri tem, da imam večji interes za to, kar počnem. Druga stvar je, da ja, če sem jaz nekako v tem notranjem miru, se počutim dobro, imam cel kup potreb zadovoljenih, potem bom zelo verjetno lažje opravil določene naloge, zato ker me bo bistveno manj stvari motilo pri tem, kar počnem. Več bom imel neke prisotnosti, koncentracije, motivacije, ko smo na nekem tem delu tudi. Lažje bom neke stvari naredil, če bom motiviran za to stvar. Tudi če se pojavi neka stvar, skratka nekdo pride in naredi nekaj, kar meni ni všeč, ali pa ne vem, reče nekaj, kar v mojem svetu lahko nekaj sproži, je, če se zdaj le dobro počutim, rabim bistveno manj časa, da se postavim nazaj v ravnovesje. Če zdaj nekdo pride, pa mi nekaj reče, ti Dmitrij, tle zdaj neke kozle nakladaš, neke stvari po nepotrebnem razlagaš 2-krat ali pa 3-krat, jaz tako lahko rekel, en vdih, en izdih in sem jaz, okej. Sem poskušal slišati, da ta druga oseba izlaže neko frustracijo, verjetno zaradi tega, ker je pomembna učinkovitost, ali pa bi rada imela neko učenje, jaz pa še kar nakladam v nekih občutkih. In poskušam slišati nekaj drugega, kot kar se dogaja. In ja, še to je mogoče, to zapravo tudi usmerjeni smo lahko k rešitvam, to pomeni, da bomo prej iskali rešitve kot težave, da bomo šli v nek prostor, kjer se vse da in ne v nek prostor, kjer nič ni mogoče. Mislim, da lahko počasi vsaj ta ključni del čustva zaključimo. Jaz mislim, da je pomembno, da se ta del, kar se tega dela tiče, da se s temi čustvi, ki jih imamo nekako, spravim temu upravlja. Ne, da se jih neko potlači, ne, da se jih ignorira, tudi ne, da se jim ne daje neko ultra posebno pozornost, ampak je pomembno, da razvijamo to zavedanje, da so čustva pomembna in da jih spravim na nek način upravljamo. Da poiščemo tiste potrebe, ki so skrite od spodaj, poskušamo najti rešitve, kako zadovoljiti te potrebe. In hkrati, če sem v svojem svetu to počnemo, je mogoče v nekem trenutku čas, da to poskušamo početi tudi v svetu drugih. Mi smo se zdaj ukvarjali predvsem z svojimi občutenji, svojimi čustvi
in kako pomembno je to. In hkrati je pa pomembno, da se nekako povežemo tudi s čustvi drugih, s svetom drugih. Ok, to je zdaj, kar smo tiče samih teh čustev nekako. In zdaj bomo poskušali nekako še malo vrniti se na tisto, kar smo že tudi v vaji začeli. Tisti, ki vam je uspelo se slišati in se poslušati med sabo, je v bistvu nekako ste delali vajo v dveh delih, se pravi v enem delu ste se lahko v polnosti izrazili, v drugem delu ste pa poslušali. Nekako moje povabilo je bilo, da poslušate na tak način, da res pozornost date na drugo osebo. Tle je en od mnogih citatov, ki sem jih pač izbral za tole predstavitev in govori o tem, kaj je res poslušanje. In poslušanje v bistvu ni, če smo mi že nekako res v polnosti hoteli slišati nekoga, hkrati smo pa že razmišljali, kaj bom pa zdaj jaz tej osebi povedal. Ali pa po možnosti še reči, kako bom kakšen nasvet dal. Mogoče je to v nekih trenutkih fajn, v nekih drugih pa to ni. Skratka, globoko, empatično poslušanje, kot ga bom razložil vsak trenutek zdajle, je nekaj, kar ni zgolj to, da čakam trenutek, kako bom jaz vskočil in nekaj povedal, ampak je kak tisti trenutek, ko je meni pomembno, da lahko res poslušam drugo osebo s tisto polnostjo in res slišim, kaj mi ta oseba želela povedati. Ok, to je že ena od stvari, ena od tehnik, kako nekako naše odnose vnašati na tako kvalitetno poslušanje. Jaz to imenujem sočutno poslušanje in povzemanje, drugače bi ta korak lahko imenovali tudi empatija za drugega, ali pa empatično poslušanje, ali pa empatično sprejemanje, skratka je več različnih izrazov, ampak nekako gre za to osnovni element empatije in kako res poskušamo v polnosti slišati drugo osebo. To zdaj ne pomeni, da empatično poslušanje delate res cele dni in vedno, in če ne poslušate empatično, potem vaše poslušanje ni v redu. Daleč od tega. Kadar smo v nekem dobrem razpoloženju, kadar imamo tisti stik, tisto povezanost, takrat ni tako zelo pomembno, kako poslušamo. Tudi, ko smo s kakšnim prijateljem, se pravi v nekem kontekstu, neke zabave z nekom dobrih odnosih, tudi ni tako zelo pomembno, da zdaj res poskušam biti ultra empatičen do nekoga. Hkrati pa takrat, kadar so neka nesoglasja ali pa konflikti, kadar nastaja nek močen čustven potencial, pa v bistvu drugačen tip kot empatično poslušanje ne deluje povezovalno. Skratka, če želite rešiti konflikt na tak način, da boste obe strani upoštevali v največjem možnem obsegu, potem je smiselno, da poskušate poslušati način, kot ga bomo zdaj pojasnili. Jaz bom najprej povedal, kaj to empatično ali pa sočutno poslušanje ni. In v prvi vrsti to ni dajanje nasvetov. Skratka, če jaz zdaj meni doreče, veš, sem tam včeraj tako težavo, v službi me sodelavka ni poslušala, pa smo se pogovarjala, pa smo se prav na glas že začela pogovarjati. Rekel, ne, veš, sem tole, če bi takrat malo umiril zvok, pa glas bi bilo v redu. Jaz ne verjamem, da bo to pač temu mojemu prijatelju, ki mi nekaj razlaga, ki je dosti koristilo. Če ga bom poskušal obtoževati ali obsojati, verjetno tudi ne. Skratka, če bom rekel, lepa, veš, ne smeš se tako vesti, pa kako se vedeš, pa sem ti že zadnjič povedal, pač nisi, nesramen si, tako se obnašaš. Jaz verjamem, da to ne bo doprineslo k boljšemu stiku in rešiti konflikta. Če bom začel svojo zgodbico pripovedovati, najbrž tudi ne. Kadar sem v nekem konfliktu, pa mi nekdo nekaj razlaga, pa jaz začnem, stari, točno ista stvar se je meni zgodila. Točno, isto. Ja, verjamem, da v svetu drugega to ne bo naletelo na neko pozitivno stvar. Tudi če poskušam nekoga zasliševati, pa odkriti, kdo je kriv, pa kdo ni kriv, verjetno tudi ni del empatičnega poslušanja. Ravno tako ne pomilovanje, pa to lažba. Skratka, empatija ni nekaj, če rečem, di bogi. Se vem, pač res si bogi, težko življenje je, težka družba, tako se vem, situacije danes. Se vem, res ne zmoreš. To spet ni tisto, kar je del empatije. In če to ni, kaj pa potem je empatija? Kaj je to sočutno poslušanje? V bistvu predvsem se sestoji iz 3 točk. V prvi vrsti je to poslušanje v tišini. Ta naš dragi Marshall Rosenberg, ki je tole nenasilno komunikacijo, je v enem svojih predavanj rekel, da je empatično poslušanje 85% tišine. Zdaj, gospod Rosenberg ni živel v Sloveniji, čeprav je veliko prijetnih stvari pogruntal. V Sloveniji mogoče ni 85%. Mi smo navajeni, da vseeno malo več govorimo in je mogoče nekaj manj.
Ampak empatija kot taka, empatično poslušanje, ključni element je še vedno biti tiho prisoten za drugo osebo. To pomeni na nek nežen način vstopiti v zaznavni svet druge osebe. Biti tam prisoten in hkrati nič ne spreminjati. Da jaz res poslušam drugo osebo, res poskušam uživeti. Poskušam tudi najti, kaj te osebi pomembno na nek način, kaj iza teh besed lahko ven pride. In hkrati biti res v polnosti za tistim, kar druga oseba pripoveduje. Poskušam iz te tišine nekako izhajati na tega, da poskušam prepoznati, kaj se v bistvu iza teh besed skriva. Rekli smo, da v drugi osebi je prav tako, če si spomnite spet ledene gore, druga oseba je prav tako ledena gora in jaz nekako poskušam poškiliti pod tisto gladino in poskušam najti, kaj se skriva v tisti ledeni gori izpod same površine. Poskušam ugibati, kako se nekdo počuti in kaj mu je pomembno. Če izraža nekaj zelo pozitivnega, potem je verjetno njegova potreba zadovoljena. Če izraža neke občutke, ki bi jih lahko opisali kot neprijetne, bi rekel, da verjetno neke potrebe niso v ravnovesju, da niso prepoznane, slišane in tako naprej. In v tem lahko mu nekako pomagam. Tudi otroku, če te videl otroka, ki si je udaril koleno, pa reče, joj, bogi, 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 verjetno se otrok takrat pa šele začne jokati. To ste verjetno tudi že opazili. In je na nek tak fajn način, če prestopiš zraven, rečeš, verjetno te boli, bi si želel, da te pač, da si se igral na tak način, da nisi, bom rekel, začutil te bolečine. Otrok rekel, čutim, da te boli, vseeno bi rad neko pozornost, bi rad, da sem s tabo, mogoče kakšno minutko. Otrok rekel, mogoče. Tako nekako, če poskušamo prepoznati, potem ni tisto pomilovanje ali kakorkoli, ampak poskušamo res poskušati, kaj je skrito, tako v odraslem kot v otroku. Druga stvar je, da velikokrat, ko nekaj govorimo, pa nam misli uhajajo na drug naslov. Se pravi, če poskušamo nekako biti prisotni, pa sem nekako, meni ta štedilnik, pa pržgan štedilnik z loncem, gor mi je tako zelo blizu, v bistvu nekako, če poskušam moje misli tisti čas, ko poskušam nekomu empatijo ponujati, pridejo pa grejo, je fajn, da te misli nekako pospremimo in da hkrati jim ne dajemo prevelike pozornosti. Druga stvar je v tistem trenutku, ko meni nekdo nekaj razlaga, pa jaz v bistvu sem v nekih svojih mislih. V tistem trenutku prav ne slišim zares, kaj mi drug govori. In je zato fajn, da nekako poskušamo kratko, se pravi v nekih časovnih intervalih, kratko povzemati, kaj nam je nekdo povedal. Da res demonstriramo razumevanje, da smo drugo osebo res pravilno razumeli, da smo razumeli tako, kot je želela povedati. In to počnemo na tak način, da kratko povzamemo. Povzamemo in preverimo, če smo res razumeli tako, kot je drug želel povedati. Ker s tem nekako vidimo, da smo na isti strani, nekako demonstriramo razumevanje, hkrati pa tudi nam jasno, kaj smo povedali. Hkrati pa s tem lahko prispevamo tudi k drugi osebi, če druga oseba tako na nekih zelo močnih čustvih, mogoče tudi njej pomagamo s tem, ko kratko povzamemo, slišati samega sebe. Da tako sliši, sem res to jaz povedal, nisem hotel to povedati. Mogoče sem želel sporočiti nekaj drugega. In če rečemo temu kratko preverjanje ali pa kratko povzemanje, to nekako pomeni, da če druga oseba govori, 10 minut ali pa 8 minut, potem mi to ne povzemamo 15 minut. Poskušamo to skrajšati na tisto bistvo, ki smo ga v tem sporočilu slišali. To je en korak tega empatičnega sprejemanja, sočutnega poslušanja, ki nam lahko pomaga razumeti svet drugega, drugo ledeno goro in se s to drugo ledeno goro do neke mere povezati. To je zdaj sam tak povzetek tega gospoda Rosenberga, ki sem ga že dvakrat omenil ali pa večkrat, da v bistvu je nekako vse, kar izražamo na nek način, ki ni nujno vedno povezovalen. Mogoče nekdo ali pa otrok reče, mami, jaz hočem imeti tole igračo. Ti mi ne boš kupila, bom pa kar šel. Lahko je več različnih stvari, kaj nam nekdo sporoča. Ampak če poslušamo to, da bo otrok kar šel, pa mogoče se reče, da nas ne mara ali pa kaj takega, zna biti, da smo slišali tisto strategijo, način, na katerega je otrok hotel, da bi si pač zadovoljil potrebo po igri. Otrok bi se rad igral, če je videl v trgovini recimo lep rdeč velik traktor, to je vsaj pri mojih otrocih zmeraj aktualno, potem si je zaželel, da bi cel kup nekih novih načinov igre je pogruntal. In zdaj, to ne pomeni, da mamica nima rad ali pa očeta, ker mu traktorja ne kupi, ampak poskuša nekako sporočiti, da bi si želel ta traktor imeti.
Zdaj, če poskušamo slišati, prvo otroku je to dosti lažje mogoče, slišati tisto potrebo, po igri, zabavi, ki jo otrok misli, da odpelje domov tisti traktor ima, potem smo slišali tisto, kar je otrok res rabo. Pri otrocih mogoče lažje slišimo, da ni tisto, kar je rekel, čist res. Veliko težje nam je to pri odraslih. Odrasli se imamo za odgovorne odrasle in zdaj, ko si odrasli, zdaj moraš znati komunicirati in povedati, kaj rabiš. V bistvu ni. Otroci in odrasli komuniciramo na podoben način. Imamo podobne vzorce, ki smo se jih naučili, in podobne vzorce izražamo. In velikokrat ne govorimo tistega, kar dejansko izraža in kaj se v nas dogaja. Ja. Ok, tle mogoče zgolj na kratko, smo neki predstavitvi, tako da bom mogoče na kratko pojasnil, kako se pa zdaj izraziti. Zdaj smo rekli, da smo v tistem prvem koraku smo nekako slišali drugo osebo, smo nekako poskušali biti s pozornostjo na drugi osebi, zdaj pa kje je pa čas, da se pa tudi nekako mi slišimo, kje je čas, da se nekako mi lahko izrazimo. In hkrati, da karkoli je živo v nas, bi želeli na nek iskren način povedati. Verjamem pa, da si mnogi od vas ne bi želeli s tem, kar boste izrazili, kar boste povedali, prizadeti tiste osebe na drugi strani. In verjetnost, da boste prizadeli nekoga na drugi strani, je dosti manjša, če se boste poskušali izražati čim bolj neposredno. Če se spet vrnemo na tisto ledeno goro in si poskušate zamisliti, kaj se zdaj v tej ledeni gori dogaja, se pravi, vi ste ledena gora, kaj se v vaši ledeni gori dogaja, in poskušate na to na čim bolj neposreden način izraziti. Potem lahko uporabite te 4 korake, ki so v tem IPSI sistemu, iskrenem, povezovalnem in suverenem izražanju, kot ga jaz imenujem, nekako dosti lažje slišati tisto, kar se v meni dogaja drugi osebi, če tudi je to nekaj, kar je zelo živo in kar mogoče ni prijetno slišati. V prvem koraku izraste čisto opazovanje. Poskušate izraziti nekaj, kot bi posnela kamera, posnela bi sliko in zvok. Ne poskušamo dodajati nobenih svojih primesi. Če še opazovanje, spet si bil poreden. Spet si bil poreden, ne vem, kako bi to kamera posnela. Mogoče bi posnela na tak način, bi rekla, da je nekdo odvrgel nek papirček ali pa neko smet tam, kjer ni mesto. Mogoče, da se nekdo ni vedel tako, kot smo si mi želeli. Ampak potem je treba imenovati v opazovanju, kar se da čisto tisto, kar bi kamera posnela. In to niso te interpretacije, nalepke in karkoli podobnega. Sprav, ko v prvem koraku izrazimo to, v drugem koraku povemo, kako se mi ob tem počutimo. Tukaj in zdaj. Ker edina čustva, ki jih imamo, edine občutke, ki jih imamo, so tukaj in zdaj. Ko zdaj se spomnim te situacije, kako se zdaj počutim. V tretjem koraku poskušamo poiskati tisto, kar je še malo nižje skrito v ledeni gori, in to so potrebe in vrednote. Poskušamo najti tisto, kar nam je pomembno. Tisto, kar je sprožilo dejansko naša čustva. Vzrok za naše čutenje. In v četrtem koraku potem poskušamo izraziti prošnjo ali pa povabilo. Spet četrti korak pomeni, da bomo izrazili nekaj, s katerim bi potem, če ta druga oseba to naredi, potem bo ta naša potreba pod točko 3 zadovoljena. Pri teh prošnjah je tako cela znanost, kako jih oblikujemo, ampak kaj sploh je prošnja? Če rečemo, na eni strani je prošnja, na drugi strani je zahteva. To, če jaz rečem prosim v stavku, še ne pomeni, da sem izrekel prošnjo. Jaz lahko rečem prosim, a mi zdaj prinesete en kozarc vode. In jaz ne verjamem, da to zdaj kdo slišal kot prošnjo. Čeprav sem kozarc vode pred sabo, pa ga sploh ne rabim. Ampak v vsakem primeru, tudi ko sem uporabil prosim, ko ta moj stavek verjetno ni bil slišati kot prošnja, pa bolj kot zahteva. Razlika je pa v tem med prošnjo in zahtevo, da pri prošnji sem pripravljen slišati ne. Medtem ko pri tem, ko postavljam zahteve, ne ni sprejemljiva opcija. Oziroma se jaz ne počutim takrat, kadar sem izrekel zahtevo. Spet, če gremo na ta kozarc vode in zdaj nekoga prosim, da mi prinese kozarc vode, in če bo ta rekel, zdaj pa ne morem, ker glih smo sredene predstavitve, tako dosti pomembne menda, bom se rekel, Če bom se rekel, ne, jaz sem zdaj predavatelj, lepo prosim, če mi prinesete kozarc vode, in še kar nekaj naprej vztrajal pri tem, je verjetno, da je bila to izražena zahteva in ni bila prošnja. In zdaj verjamem, da v realnem svetu, tudi v učnem, vzgojnem in izobraževalnem procesu, ni lahko operirati z prošnjami.
Je pa res, da kadar poskušamo operirati s prošnjami in opolnomočimo nekoga drugega, je začarani krog prekinjen. Verjetnost, da bomo slišali da na drugi strani, tak radosten da, kot smo ga že prej omenjali, veliko večja, kot če poskušam nekako priti ven zahtevo. Ljudje smo tako naravnani, da zelo neradi ugodimo zahtevam. To, če bi nekdo zdaj meni tako z veseljem pritekel in prinesel en kozarec vode, če bom jaz to zahteval, je ta pripravljenost na drugi strani bistveno manjša. Tako da nekako smo tako naštelani, da dosti rajši ugodimo prošnji kot zahtevi. In še to, se pravi, ni pomembno, kako oblikujemo stavek pri prošnji, pomembno je to, s kakšno energijo, s kakšno notranjo naravnanostjo to izrečemo. Zato je pomembno, da smo pripravljeni slišati ne. Tako res v polnosti mi bo v redu, če bo nekdo rekel ne na mojo prošnjo, potem je verjetnost, da se bo drugi odzval z radostjo in to naredil velika. Ok, če je toliko zdaj o tem. Dobro, nekako smo na kratko, sem vas sicer popeljal čez vse tri elemente. Začeli smo, kako ohranjati stik s sabo, se pravi empatija zase, lahko bi rekli tudi stik s sabo. In to je nek korak, ki ga lahko uporabimo ne samo občasno, ampak ga poskušamo uporabljati čim bolj pogosto. Da stik s sabo, stik s svojimi čustvi, ali pa tisto, ko smo rekli, čustvena inteligenca, upravljanje s čustvi, to vse pada v ta vijoličasti trikotniček. In v tem delu je dejansko malo morje načinov, kako lahko ostanemo v stiku s sabo. En od teh najhitrejših je ta 7S. Včasih ga treba ponoviti 3-krat. Včasih je treba samo malo iti po telesu pa pobrskati, kaj se noter dogaja. Prepoznati potrebo, poiskati rešitve. Rekli smo, da jih obstaja veliko za vsako potrebo. In kadar smo v stiku s sabo, takrat res vemo, kaj sploh potrebujemo. Velikokrat se zgodi, da kar nekaj počnemo, kar iščemo neke strategije in tudi, če nam nekdo ugodi ali pa mi sami ugodimo, sploh vidimo, da v bistvu smo dosegli cilj na nek način, smo rekli, da mi prineseš kozarec vode, nekdo mi ga prinese in jaz zdaj sploh nisem žejen, ker pa nimam potrebe po žeji ta trenutek. Vse sem naredil in drug mi je ugodil, z veseljem mi je prinesel kozarec vode. Hkrati pa to pri meni ni v redu. To je zelo pomembno, da imamo stik s sabo, da ugotovimo, kaj nam je res pomembno in da ukrepamo v skladu s tisto potrebo, ki je ta trenutek neprepoznana, neuresničena, nezadovoljena. Če bomo res iskali to rešitev, potem je verjetnost, da smo imeli fajn velika. Ok, empatija za druge smo povedali, kaj je, kaj ni, to je en od korakov. Sprav ta empatija za sebe bi naj bila prisotna stalno. Nekaj, kar nam bo stalno dalo ta notranji mir, stik s sabo. Empatija za druge je tisto, kar smo prej pogledali, fokus na drugi osebi, poskušamo prepoznati potrebe drugega, poskušamo drugemu pomagati prepoznati njegove potrebe in nekako skupaj brskati po tisti ledeni gori. In kar se tiče tretjega koraka, smo ga zelo na hitro pogledali, prezentacija ima pač omejen čas danes, tako ta iskreno izražanje, te 4 korake, poskušati svojo ledeno goro, svoj notranji svet približati drugi osebi na tak način, da bo lažje dostopala do tega, kaj se dogaja pod mojo gladino, pod tisto, kar je sicer navzven skrito. To so neki 3 koraki, ki jih nekako vedno lahko uporabite, tako bom rekel, v stiku z odraslimi, kot v stiku s kakršnikoli otrokom, ali bodi si doma, ali bodi si v nekem vzgojnem in izobraževalnem okolju. Ok, mogoče gremo počasi v zaključni del in sicer, želel bi preveriti z vami, kako pogosto dejansko vi preverjate, ali z učenci, sodelavci, partnerji, prijatelji, ali z vašimi otroki. Vse te 3 stavke, ki sem vam jih jaz, oziroma 3 vprašanja, ki sem vam jih jaz na začetku postavil. Ali preverjate z vašimi učenci v razredu, kaj je njim pomembno? Katere potrebe so pa pri njih žive v tem trenutku? In ali poskušate nekako, vsaj v neki meri, verjamem, da imate kupe omejitev, kupe kurikulumov, ki jih je treba narediti, kupe nekih nalog, kupe znanja, ki ga je treba podati učencem. Ampak tako, verjamem, da se veliko stvari lažje nauči, če so potrebe zadovoljene. Če se tudi učenci v vašem razredu počutijo dobro. Če v tistem trenutku niso v strahu pred spraševanjem, pred tem, da jih bo nekdo nadrl, pred tem, da bodo, kakorkoli začutili nek notranji nemir. In če nekako poskušamo dati v to enačbo tudi druge osebe, tudi tiste majhne, ki smo rekli, da so manjše od nas, imajo glih tako potrebe. In če jih nekako poskušamo v to enačbo vključiti,
in jim pač dati to možnost, da so slišani, da izrazijo, kaj jim je pomembno. In poskušati narediti, kar je pač v naši moči, da to naredimo. Nekako upoštevamo še drugega. In hkrati upoštevamo tudi sebe, ne pozabe, da so tudi naše potrebe pomembne, hkrati pa nobene potrebe niso bolj pomembne. In če poskušamo dati potrebe druge osebe ali pa drugih oseb in svoje sočasno na mizo in jih hkrati reševati in iskati rešitve, ki zadovoljijo moje potrebe in druge potrebe, je verjetnost, da se bo karkoli prijetnega zgodilo večje. In spet vsa tri vprašanja nekako ciljajo v isto stvar, kaj bi z radostjo počeli. Prav tako, če otroka vprašate, kaj bi se pa ti zdaj z radostjo učil. Imam kupe primerov, ko vam lahko predstavim, kako se otroci učijo v izjemno hitrem času zelo veliko stvari, takrat, kadar so res tako z radostjo prisotni na stvari. Zato je tako fajn, kako velikokrat lahko čez neko lahkotnost, čez neko igro, neko vzgojitelji, recimo po vrtcih, to še posebej poznate verjetno, kako čez neko igro otroka lahko bistveno več naučite, kot nekaj, komu predavate, tako približno kot jaz, ki stojim tle za tem katedrom. Skratka, na nek način je dosti lažje, če gremo skozi izkušnjo, skozi neko povabilo in če to nekdo z radostjo naredi. Če nekdo to naredi pod prisilo, ker mu ni fajn, je fajn, da takrat spet, kadar imate kakšne možnosti. Poskušajte iskati rešitve. Ni nujno, da so vedno enostavne. Pa hkrati jih je pa vredno poiskati, ker bo v bistvu tako učenje na vaši strani, kot učenje na neki strani otrok ali pa drugih odraslih bistveno lažje, če boste nekako vključili v tisto enačbo. Ja, to je, kar se tega tiče. Še mogoče par, na kratko, nekih stvari to go, skratka nekaj, kar lahko mogoče odnesete iz tega mojega predavanja, par usmeritev. Kot sem že omenil, upravljanje s čustvi je pomembno, je fajn, da se tega zavedamo in da nekako ohranjamo ta stik s sabo. Da pogledamo v svojo ledeno goro, da prepoznamo čustva čim prej, ko se pojavijo, nekako prepoznamo te potrebe in iščemo rešitve, iščemo strategije, s katerimi lahko zadovoljimo naše potrebe. Skozi dihanje ali pa skozi kakšnokoli drugo tehniko. Verjamem, da neko tehniko že imate, karkoli za vas deluje, uporabljajte tisto, poskušajte pa nekako imeti čim bolj pogosto to zavedanje, kaj se z vami dogaja na mizi v vsakem trenutku. Ko ste prepoznali čustva, je še en korak, ki je nekako mogoče bolj polno poišče, kaj res v življenju rabite. In to je to, da greste pod temi čustvi, ko zaznate čustvo, še posebej ta, ki jih opišemo kot neprijetna, da se premaknete še korak niže in pogledajte, kaj so tiste potrebe. In spet iščete rešitve, da to potrebo zadovoljite. Kolikor je vpletenih več ljudi, poskušajte dati na mizo čim več potreb in zadovoljiti čim več potreb naenkrat. Kadarkoli dobite neka neprijetna sporočila iz okolja, nekaj, kar lahko sproži v vas nek neprijeten odziv, v bistvu se lahko odzovete na način, ko ste se odzvali do sedaj, lahko pa poskusite v tistem trenutku odziv spremeniti. Tudi ko otroku pride, oče, imam, jaz bi se zdaj igral, takrat, ko bi bilo treba iti v šolo. Ali pa, moje najljubše žabice so v pralnem stroju. Če bomo poskušali takrat umiriti situacijo, si vzeti nekaj malega časa, da upravljamo s temi čustvi, je verjetnost, da se bo naš odnos z nekom drugim bistveno bolj spremenil. Stik, kako sem rekel, če imamo neko povezanost z drugo osebo, je verjetnost, da se v našem odnosu karkoli spremeni, dosti večja. Tudi, kadar imamo dober stik, kadar imamo dobro povezanost z drugimi, je v bistvu dosti lažje kakršnokoli stvar rešiti in dosti manjši potencial za konflikt. Običajno zato potrebujemo nekaj časa. Prvo potrebujemo stik s sabo, pa nekaj časa, da vzpostavimo stik z drugo osebo. Običajno je tista empatija, poslušanje, ta ključni element, ki ga lahko uporabimo. In hkrati, če si vzamemo ta nekaj malega časa, in potem odnosi, ki jih vzpostavljamo tako z otroki, kot z drugimi odraslimi, lahko popolnoma drugačni. In spet tisto, kar smo pokazali, tisti trikotniček, vedno imate na voljo ali empatijo za drugega, to sočutno poslušanje in povzemanje, ali imate pa na voljo korak, kjer se lahko iskreno izraste. Skratka, v kateremkoli trenutku lahko namesto nekih vzorcev, ki ste jih uporabljali danes, poskusite enega od teh. Mogoče ne bo iz te predstavitve dovolj, mogoče boste šli še na kakšno delavnico, mogoče boste prebrali kakšno knjigo, hkrati pa najdli način, kako se izraziti, kar se tega dela tiče tako v polnosti, brez da bi poskušali prizadeti druge osebe. Skratka, ali empatija, ali iskrenost in nekaj, kar imate vedno na voljo.
In dihanje, kot tisto osnovni element, ta 7S, nikoli ne pozabite doma. Ja, dihanje vedno nosite s sabo, vedno lahko naredite globok vdih in vedno lahko naredite globok izdih, po potrebi tudi večkrat. Ok, to je moj formalni del, zdaj pa ostalo še nekaj časa za vprašanja, tako da preverjamo, če so kakšna vprašanja. Vprašanj zaenkrat še ni strani udeležencev, bi pa sam zastavil eno vprašanje, ki se tiče vašega predavanja, in sicer kako pa v duhu tega, kar ste povedali zdaj, v duhu nenasilne komunikacije, kako se odzvati na nasilno komunikacijo, če pride v nasprotno smer, kako združevati, oziroma ali se da skozi nenasilno komunikacijo tudi prebroditi nasilno komunikacijo? Ok, zdaj bi bilo moje vprašanje v bistvu, kaj je ta konkretna nasilna komunikacija, a bom rekel, da je to neko vedenje, ki ga pač doživljamo kot nasilno, ker je tukaj spet zelo lahko različno, kaj nasilje je. Zdaj, če gre za fizično nasilje, to hitro prepoznamo, če gre za neko psihološko nasilje, je to včasih malo manj težko, pa recimo, da nekdo, nekako kriči na nas ali pa nam poskuša neko mnenje vsiliti, tega je danes recimo dosti. Tako sem rekel, 2 koraka imamo vedno na voljo. Eno od tega je, da če imamo kapaciteto upravljanja s tem, če imamo možnost, da drugega slišimo z empatijo, da slišimo, kaj dejansko sporoča. Tu, če nekdo nekaj kriči name, pa ti nimaš prav, pa ti imaš narobe, pa ti si ne vem karkoli že, jaz vedno imam možnost slišati te besede in vzeti jih take, kot jih slišim, ali imam pa možnost, da bom izbral, da bom slišal, da je na drugi strani ena oseba, ki zadovoljuje svoje potrebe na način, ki meni ni fajn. Poskuša nekaj izraziti. In isto otroka, če se vrže v tla in se kriči in tako naprej. Kakršnakoli to oblika nasilja je neko možno na ta način. Če gre na neko stvar, da nenasilna komunikacija ni jezik prijaznosti. Pozna tudi zaščitno rabo sile. To ni permisivni način vzgoje, da se razumemo. Gre za to, da mi znamo postavljati meje, ker sem rekel, da so tudi naše potrebe pomembne. Moje potrebe po varnosti so tudi pomembne. In če nekdo pride name, z nožem, jaz ne bom rekel, kako se počutiš, ker ti je pomembno. Takrat bom poskrbel za to, da bom varno odnesel, če bom le lahko. Tako da ne gre zgolj za to, da rečemo, da otrok bo pa zdaj lahko počel karkoli, ali pa z nekom, ki se bo drl name, ga bom jaz kar poslušal. Jaz bom nekako poskrbel za svojo varnost, za svoje zdravje, na način, ki pač lahko vključuje silo. Ampak bo to res samo takrat, kadar bom jaz poskušal to uporabiti kot zaščito sebe. Sem uspel odgovoriti na vprašanje. Zdaj pa vprašanj ni. Počakamo še kakšen trenutek ali 2, če bi kdo še zastavil vprašanje. Sicer pa bomo zaključili s predavanjem. No, potem predlagam, da zaključimo s predavanjem. Gospod Kopina, najlepša hvala za vaše predavanje. Mi bomo nadaljevali čez dobrih 15 minut, ob 14:45, pa predajam še vam besedo, da se lahko poslovite. Hvala za povabilo, hvala tudi vam za poslušanje in prenašanje in upam, da sem v kakršnikoli, vsaj minimalni obliki uspel doprinesti k temu, da bodo vaša življenja, vas in vaših otrok tako ali drugače na nek način bogatejša. Hvala.